Torej, dobrodošli na literarno-performativnem večeru, Ko telo govori pesem, prepletanja rak in umetnost. Ko telo govori pesem je cikel dogodkov, ki povezuje umetnost in izkušnjo raka. Ustvarjamo prostor srečanja vseh, ki se jih je bolezen kakorkoli dotaknila, osebno, skozi bližnje ali kot vprašanje skupnosti. Z deljenjem želimo pokazati, da v tej izkušnji nismo sami. V projektu sodelujejo strokovnjaki, društva, umetniki z izkušnjo bolezni raka in vsi ostali bližnji. Projekt organizirata Zavod Omrežje in društvo Škuc. Projekt podpirata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo. Dobrodošli torej na literarno-performativnem večeru. Zdaj pa morda povem še za sam začetek, ko smo zasnovali te dogodke, kako umetnost pomaga prebroditi najtežje trenutke v življenju, je bilo vprašanje, ki smo si ga sprva zastavili, kako spregovoriti iz težke telesne izkušnje. Kaj nas je pravzaprav vodilo, gnalo v času prebolevanja raka, da te občutke tudi zapišemo. In kako nam je to pomagalo, da smo si z dnevniško iskrenostjo priznali tudi najglobje skrivnosti, največjo bolečino, morda kako smo se s tem odprli za ranljivost in v svoj krog povabili tudi druge. Prav umetnost nas lahko v takšnih trenutkih najtesneje poveže. Tokrat pa gre za drugi cikel dogodkov projekta Ko telo govori pesem in začeli bomo s poezijo. Prva, ki bo prebrala nekaj svojih pesmi, je Katarina Keček, novinarka, televizijska voditeljica in uspešna pisateljica. V zadnjih letih se je dvakrat spopadla z rakom na dojki in namesto, da bi se zaprla v svojo zgodbo, svoje strahove in tudi najbolj absurdne trenutke zdravljenja prelila v iskrene, odprte in včasih tudi smešne kolumne. Je ženska, ki ve, da življenje ne teče vedno po scenariju in brez olepševanja pove, kako je, ko ti življenje postavi največji in najtežji ultimat. Je rak konec nečesa ali samo začetek neke nove poti? Katarina Keček, lepo vabljena na oder. Špela je to tako lepo povedala, da si me prav ganila, tako da hvala ti ful, do srca. Sploh vem, da imaš tudi ti podobno izkušnjo, kaj je za mano in zato veš, kaj te besede pomenijo, tako da zato ti hvala. Pa tudi to, ali rak lahko včasih izvabi iz nas tudi humor, oziroma se lahko nasmejimo sami sebi, svojemu trpljenju. Vem, da to zveni abstraktno, zato sem prišla tudi danes oblečena v svoje najljubše oblačilo. To je moja tuta, jaz se tako oblečem. Jaz sem v tem, ne rečemo, trenerki prebila najhujše dneve na Onkološkem inštitutu. Vedno sem hodila v tele obleki na kemoterapijo. Počutim se v tem le jaz. Zdi se mi seveda, da tudi ta superpower pove nekaj, da se pač treba boriti in nisem hotela, bom rekla, v tistih bolniških oblačilih ali pa v nekih, hotela sem, da se vidi, da sem jaz in da se bom borila na vse možne načine, tudi s humorjem. In ko si že omenila te kolumne v Jani, na katere sem, tako rekla, neizmerno ponosna. Zakaj? Ker je vse v bistvu, jaz kot novinarka sem navajena, da v življenju, oziroma sploh skozi službo in seveda tudi v življenju to prišlo, da verjamem stvarem samo, ki jih vidim, ki jih lahko otipam, katerim sem lahko pričam, pač to je neka profesionalna deformacija. Si včasih mislim, da me je rak doletel zato, da sem se naučila, da obstajajo, da so resnične tudi stvari, ki jih jaz ne vidim, ki so nevidne. To je bolečina, ljubezen, žalost, trpljenje. Lahko te stvari skrivamo, ampak obstaja pa vseeno. In tudi rak je ena izmed takih, se mi zdi, slovenskih tabu tem, o katerih se ne pogovarjamo, tako odprto, javno, tudi z nasmehom. Moramo povedati, da je rak doma v vsaki slovenski hiši, vsak od nas pozna nekoga, ki je imel raka, ki je umrl zaradi njega ali pa je tudi ozdravel. Hvala Bogu.
Zdaj, če bi Boga vprašala, ne, ker smo ravno v tej neki ideološki razpravi ta teden, kaj si on misli o zdravljenju raka, ali pa če bi vprašala cerkev, bi verjetno cerkev pred 10-15 leti, tudi ko se recimo, ki je nasprotovala transplantacijam organov, umetnim oploditvam, tudi kot sami veste v preteklosti, ne, zdaj je to pač sprejeto tudi za cerkev, ko cerkveni dostojanstveniki in duhovniki zbolijo, tudi za rakom, seveda na žalost, ne zavračajo nobenih medicinskih pomoči, niti, bom tako rekla, krvi, če rabijo. Tako da zahvaljujem se seveda medicini, ker zaradi nje verjetno ne bi bila tukaj in še marsikdo. Zdaj, če to Božje delo ali pa Bog čez človeka sproži neke pozitivne zadeve, pač takoj podpišem. Ironija usode je bila točno v tem, da isti dan, ko sem dobila diagnozo rak po telefonu, ne, za kar sem se tudi večkrat v preteklosti poskušala aktivirati in prositi zdravnike, da tega pač ne počnejo, ker si vi, ne vem, če si znate predstavljati, kako je, ko ste vi doma, pa dobite neki klic iz neznane številke, v pričakovanju nekih izvidov z rutinske mamografije in potem te pokliče neka neobčutljiva ženska, ki pač to počne, zato ker je plačana in tam na tistem delovnem mestu in ne ve, kdo je na drugi strani telefona, oziroma ne ve, ali tista ženska, če govorimo zdaj pač o meni oziroma o ženskah, ali tista ženska morda v službi, ali je morda v vrtcu, morda je pa celo v avtu, pa ne da. Tako da ni najprijetnije, če ti nekdo po telefonu sporoči, gospa, imate raka, oglasite se svojemu najbližjemu zdravniku, da boste pa uredili kako in naprej. To je zelo težko. Ko so mene tako poklicali nepričakovano popoldne ob 3, ko sem prišla v hiše, sem doživela taki šok, da sem uro pa pol hodila v krogu v kuhinji in enostavno nisem vedela, kaj ne naredim, ali nekoga pokličem, ali enostavno pač si v takem šoku, da ne moreš narediti. Seveda se takrat ne zaveda so tak možnosti, ki danes prinaša medicina, da poznaš ogromno ljudi, ki so preživeli raka, seveda sebe vidiš tisti največji tragediji. Jaz sem bila prepričana, da bom umrla v 3 mesecih, začela sem na polno pospravljati hišo, padla sem v neko paniko, oziroma ne bom rekla, tako pač dela po svoje, podobno kot me ženske pri nosečnosti, bom rekla, se podzavestno gnezdimo, ne, delamo svojo hišo, oziroma delamo vse te stvari bolj mehke, bolj srčne. Pri oznanilu, da boš kmalu umrl, začneš vse to bucati, ne. Tako da mene je zagrabila panika, jaz sem doma, bom rekla, na 100 knjig, ne, in sem se seveda zavedala, da ko bodo ljudje, oziroma tudi moji otroci, prišli čistiti hišo za mamo, ki je umrla za rakom, da bo šlo pač to vse v smetije, ne. Kar je meni diamant, je marsikomu smet in obratno. In v tisti paniki sem se hotela teh knjig kar nekako znebiti, ne, sem spomnila, da sem vsem živim ponujala, nihče ne znoče knjig, knjižnice jih ne sprejemajo, antikvariati so rekli, da ne prinesem, pa nisem mogla nositi, recimo, ne vem, polno vreče, veste, da je to ful težko, do antikvariata, če bi on morda kakšno knjigo vzeti, tako da danes mi je nerodno in se posipam s pepelom, ampak jaz sem teden dni hodila po noči, da me sosedje ne vidijo, in metala knjige v kontejner za papir. Upam, da jih je kdo pobral, ampak mene pač nekaj takšen strah doletel in sem hotela pač spucati, preden bodo drugi pucali. Kaj je rak iz mene potegnil? Marsikaj. Med drugim je potegnil iz neke racionalne, bom rekla, novinarke, ne, ki celo življenje pač počne samo to, kar vidi in analizira, je potegnil tudi, če rečem, neki umetniški talent. Začela sem pisati knjige, sem se zelo najdla. Verjetno je bil to, med rakom sem pisala knjige, tudi vem zakaj, zato da sem svoje možgane predstavila v neki drugi virtualni svet, ki sem se ga sama naredila, jaz sem neizmerno uživala, sploh nisem razmišljala o tem o raku, jaz sem samo hitela, da napišem knjigo, oziroma tudi naslednjo, preden bom umrla. Tako da zdaj sem tukaj in moram vam povedati, da se me ne boste že tako hitro znebili in tudi kakšna knjiga bo še napisana, pametna in pa tudi neumna. Ampak med rakom je bilo bolj zanimivo, sem pa kar nekaj čutila potrebo potem, da se pesniško izražam. Vsi, ki me poznajo, umrejo od smeha, ko rečem, da tudi pišem pesmi. In namesto, da bi vam prebrala kakšno kolumno, to si lahko preberete na spletu, tega je kar veliko, vam bom prebrala eno pesem, ki sem jo napisala v tistih najtežjih časih. Naučila sem se pa to, vsako nevihto, ki jo preživiš, tudi veste, v naravi in tudi v življenju, metaforično, če jo preživiš, te ojača, te naredi močnejšega in po vsaki taki nevihti nisi nikoli več enak. Ostaneš isti, ampak
oklep se pa malo spremeni, ker veš, da si sposoben preživeti tudi težje momente, čeprav prej nisi vedel sploh, kaj imaš, kakšne sposobnosti imaš v sebi. Naslov pesmi pa je Veter v meni. Pa moram da točalo gor. Sem malo gospa v letih. Vetrovi v meni. Pusti me. Spet vetrovi v meni besnijo in režejo moje meso. Boli. Čeprav vem, da skozi te rane vame prihaja življenje. Mirno zbiram svoje misli kot vojake in čakam, da nevihta mine. Moje srce molči in bije zelo počasi. Priznam, utrujena sem od vseh bitk. Naj pridejo zdaj ti vetrovi, naj orkan udari me na polno. Če njega preživim, bom preživela tudi sebe. V redu sem, ne skrbi, vihar divja samo znotraj mene. Na mojem obrazu je mir. Poglej, nasmiham se. Proti tebi hodim, glej, dobro sem, ne skrbi. Za mrakom vedno sonce pride. Ta vojna divja v mojem malem svetu. A jaz sem svetloba, vse bom preživela, spusti me. Najlepša hvala Katarini. Sedaj pa bomo s Tanjo prebrali tudi nekaj pričevanj, ki so prišla na naš naslov. Namreč vsi ste vabljeni, da anonimno delite preko QR kode, pa tudi povezave, ki jo boste našli na naših dogodkih ali na spletni strani Škuca, torej svoja anonimna pričevanja ali da druge, ki bi morda kaj delili in nimajo komorkoli tega povedati, da jih spodbudite, da oni kaj zapišejo in delijo. Ta pričevanja bomo potem prebrali na dogodkih in Tanja bo kar začela s prvim pričevanjem. Za rakom na dojki je zbolela takrat meni najbližja oseba. Včasih se mi zdi, da sem njeno diagnozo sprejela tako težko, kot bi šlo zame, kot bi zbolela jaz. Razmišljala sem, da če že kdo, bi morala zboleti jaz pri mojih srebrnih letih, ne pa ona, ženska pri 40, ki ima še toliko pred sabo. Da je to neskončno krivično in nepravično. Razmišljala sem, za koliko zdravih in brezskrbnih let bo prikrajšana, kako ostro bo diagnoza presekala njeno življenje med prej in potem. Počutila sem se popolnoma nemočno, mučilo me je, kako jo podpreti, kako prikriti lastno žalost in žalovanje, solze in nespečnost, kako ohraniti vedrino, pozitivo, kako ostati ljubeče, realistična. Najbolj me je pomirjalo, ko sem zbirala informacije, brala o raku, se pogovarjala s prebolelimi, bila zraven, ko je hodila v stavbo C na Onkološki inštitut, na UKC, jo spremljala, obiskovala, bodrila, se z njo smejala in jokala. Najbolj sem hvaležna za trenutke, ko se je bila pripravljena odpreti. Nekaj mi je povedala z besedami, še več z očmi. Vse kolegice, ki imajo izkušnjo in sem jih takrat čisto na začetku lovila med službenimi pavzami, da bi iz prve roke izvedela še kaj, česar ne vem in nisem imela kje prebrati, so z menoj govorile sočutno, pozorno, odkrito, natančno, praktično. Vsak nasvet je bil dragocen kot suho zlato. Potem ga je bilo treba le še pregnesti in naprej povedati tako, da bi bil koristen tudi zanjo. Zdelo se mi je, da ni pomembno samo kaj, ampak tudi kako jih to povem. Med milijoni drobcev, ki sestavljajo spomine na njeno in mojo soočenje z rakom, se mi misel največkrat ustavi pri nepričakovano osorni in sarkastični reakciji moje osebne zdravnice, ki sem ji na rutinskem pregledu zaupala, da sem slabo, ker je zbolela meni ljuba oseba, da sem v stiski, da mi je hudo in da hodim k psihoterapevtki. Razširila je roke in z očitnim neodobravanjem rekla: "Ah,
dajte, ona je zbolela, vi pa hodite k terapevtki, ma lepo vas prosim, kaj takega. Tako se je začel in končal najin pogovor. Žal mi je, da sem ga sploh načela. Ne vem, če ji sploh še lahko zaupam. Še pogosteje pa se mi v spomin vračajo vožnje z ljubljanskimi taksisti na naslov. Ko naročiš prevoz na onkološki stavba C, so njihovi odzivi tako zelo različni, kot se tudi sicer ljudje različno odzivajo, ko izgovoriš besedo rak. Nekateri molčijo, drugi vzdihujejo, tretji se strašansko čudijo ali skušajo šaliti, nekateri komaj skrijejo žalost ali pa čutijo potrebo, da bi delili svoje občutke in izkušnje. Pripovedujejo o svojih ljudeh, ki so se borili, a so umagali ali zmagali. Šele leto po diagnozi sem si jo prvič upala vprašati, ali se boji smrti in kaj se po njenem zgodi, ko nas ni več. To je bila tema, ki sem se ji ves čas izogibala, besedo smrt pa sploh izbrisala iz besednjaka. Slutila sem, da ima odgovor. Nisem pa pričakovala, da ima do potankosti izdelano filozofijo življenja, umiranja, smrti in nasploh človeka v vesolju. Kar mi je bilo veliko uteho. Kaj pa misliš, da sem počela vse tiste ure na kemoterapiji? Razmišljala vendar. Če nič drugega, sem takrat imela čas, veliko časa. Ta čas je bil v resnici tudi lep. Hvala za to pričevanje, pa spodbujam vse, ki imate izkušnjo, da tudi delite svoje misli. Jaz bom prebrala drugo pričevanje, ki je prav tako prišlo na naš naslov. Imam raka na pljučih, diagnosticiran pred dobrimi 3 leti, pri svojih 44. Bil sem občasni kadilec, drugače pa živel zdravo, na vasi. Imam tako imenovano ALK mutacijo raka, ki se ga relativno dobro zdravi zdravili. Kemoterapija ni potrebna, ni pa ozdravljiv. Zdravilo je oziroma bo nehalo delovati. Živim od enega pregleda do drugega, od 3 mesecev do naslednjih 3 mesecev. Živim pa relativno dobro, z malo stranskimi učinki, precej asimptomatsko. Moje življenje se je popolnoma spremenilo. Današnji imi umaknjeno, ni več imi umaknjeno pred boleznijo. Sedaj sem veliko bolj umirjen, ne ženem se več za materialnimi stvarmi, redno meditiram in sem 24 ur oče svojemu 5-letniku. Bolezen me je spremenila, na bolje. Hvaležen sem ji na nek čuden način. Hvaležnost je tudi beseda, ki je sedaj pri meni na prvem mestu. Prej je žal ni bilo. Pozdravljam vaš dogodek, ki mi je preprosto našel. Obiskal sem ga sobolnico, ki ima podobno zgodbo, ki je postala moja prijateljica, ker veliko prijateljev je odšlo. So zbežali, se skrili pred groznim rakcem. So pa prišli novi. Nekateri so ostali in ti so veliko bolj dragoceni. Hvala vam. Težko je včasih ostati popolnoma brez izrazen oziroma, tako bom rekla, je kar čustveno, tudi zame, ki tole berem. Ampak pomembno je, da se ta prostor odpira in da vse te zgodbe dobijo neko mesto. Sedaj pa vabim na oder Jernejo Avsec, pesnico, ki nam je svoje pesmi poslala v okviru tega projekta, željo, da jih prebere na tem odru. Z veseljem in veliko radostjo smo ugotovili, da gre za izjemen pesniški glas. Zato smo veseli, da te lahko tudi danes gostimo v Škucu. Jerneja, dobrodošla na oder.
čakajoč na trg, ionizirajočih žarkov, s kroglami v glavi, žarom v očeh. Ne se govori. Čakajoč na trg, ionizirajočih žarkov, s kroglami v glavi, žarom v očeh, zagrize v fiksacijsko masko, vdihne in si misli, metastaza ni ekstaza. Želi živeti, pisati in brati pisma, mesiti testo za kruh, dihati svež zrak, hoditi, se peljati z vlakom, voziti s kolesom. Želi te objeti ali s tabo posedeti, ti pogledati v oči in reči, hvala, da si. Po magnetni rezonanci. Ko jo vase posrka aparat za magnetno rezonanco, si predstavlja, da je prišla k vračem. Zvoki aparata v njej zbudijo asociacije na zvoke avstralskega dirigiduja ali mehiškega inštrumenta, imenovanega La Trompeta Maja. Diha in z zaprtimi očmi preverja telo in potem čuti vibracije, kot bi nekdo s kladivom udarjal v glavo. In za trenutek tišina, naznanja, da bodo vbrizgali kontrast. Ta steče v telo skozi kanalček in povzroči občutek kovinskega okusa, val toplote in občutek mokrote. Spet se prepusti vračem. Izvid dobi čez nekaj dni. Otožno. Po nekaj letih je moje telo bolj polno, napihnjeno, okroglo. Zredila sem se za XY kilogramov. Skoraj pol več me je. Se je v tem času najina ljubezen poglobila ali sva se oddaljila. Spet noseča, v 6. mesecu, kdaj bo? Z okornimi prsti, z oteklimi nogami, s celim oteklim telesom. Nisem noseča. To je stranski učinek zdravil. Še zadnja. Na sprehodu čez meglico pogled lovi sonce. Najde ga v otroških očeh in čuti v stisku njegove dlani. Se proščam za začetek. Nadaljujem s pričevanji. Pri 39 me doleti kot rekreativko nekadilko diagnoza pljučnega raka. No, zgodilo se je, da sem bila zadnje čase večkrat, 2-krat do 3-krat prehlajena. Tik pred tem pa sem en večer zelo težko dihala. Sumila sem, da je vzrok alergija na mačjo dlako. Zato sem naslednji dan zdravnico zaprosila za napotnico za pulmologa.
Pulmologinja me je eno sredo v februarju poslala na rentgen pljuč. Na pregled sem prišla ob 9. Ko me je poklicala v ambulanto, me je začela spraševati o počutju. Če se potim, če sem shujšala. Na sliki se je pokazala zgostitev v pljučih in zdravnica je zatipala vratno bezgavko. Naročila je pregled na polikliniki. Predpisala je še zdravilo za astmo in rekla, da je zdaj nekaj bolj urgentnega na vrsti kot zdravljenje astme. Besede rak še nisem slišala, se mi je pa že malo svetlikalo. Seveda sem doma šla googlat besedno zvezo zgostitev v pljučih in se mi je stemnilo pred očmi. V petek sem šla na polikliniko in na punkcijo na Onkološki inštitut. Na poti na Onkološki inštitut sem opazila usmeritveno tablo z napisom Začasni vhod na UI. Poudarek na besedi začasni. Sledil je telefonski klic pulmologa, ki me je ujel, ko sem šla s partnerjem in dekleti iz šole proti domu. Obvestil me je o izvidih. Rekel je, da gre pri meni za pljučnega raka. Pri sebi sem zaklela. Pulmolog je še rekel, da se lahko oglasim v ambulanti na polikliniki. 5 CT slikanje je pokazalo, da imam na obeh stranih vratu prizadete bezgavke, ne le na eni. Pulmolog iz poliklinike me je predal onkologom. Na UI so se odločili, da bodo pri meni štartali s kemoterapijo in obsevanji. Vse te odločitve gredo hitro. Kasneje sem med raziskovanjem zasledila, da pri ALK plus mutacijah, gre za tip pljučnega raka, ki je značilen za mlajše nekadilce, menda sem zadela na loteriji, kemoterapija ni prva izbira zdravljenja. Ob tem lahko še povem, da mojega raka niso mogli operirati zaradi lege in da bolezen ni ozdravljiva. Na kemoterapije in začetno obsevanje sem se vozila s kolesom. Po prvi kemoterapiji sem šla še teč. Imela sem 4 cikle kemoterapij, ki so si sledile na 3 tedne. Prve dni sem počivala ali pa smo se šli sprehajati na bližnje hribčke. Najbolj me je izdelala zadnja terapija. Pritisk mi je padel in sem morala biti res previdna pri vstajanju. Pri obsevanjih je bila nekoliko grozna fiksacijska maska, ampak na srečo je čas obsevanja zelo kratek. Proti koncu, prejela sem 30 obsevanj, se je razvil radiodermatitis. Opekline so bile na področju vratnih bezgavk res hude. Bolečine so popustile, ko sem dobila silikonske obliže. Zanimivost, najmlajša cimra, ko sem imela kemoterapije, sem eno noč prespala na Onkološkem inštitutu, je bila stara 42 let. Las po kemoterapiji nisem izgubila. Brala sem, da pri vrsti kemoterapije, ki sem jo prejemala, ne izpadajo lasje, mi je pa zdravnica rekla, da mi verjetno bodo. Po koncu obsevanj, ki so se končala maja, so me kar odpustili, brez zdravil. Avgusta so se pojavile bolečine v levem kolku in se stopnjevale do novembra, ko so zdravniki ugotovili, da bolečine povzroča metastaza. Sledilo je 5 novih obsevanj. Na eno obsevanje me je partner pripeljal s krvalca in začela sem prejemati tarčna zdravila, ki so praksa pri tej obliki raka. Na prva sem bila alergična, tako da smo prešli na druga. Ne vem, kaj se je zgodilo, a slikanj glave ni bilo, čeprav ta rak rad metastazira v glavo. Potem pa sem imela kolesarsko nesrečo, ki sem jo preživela z buško na glavi, a je CT slikanje pokazalo, da v glavi ni vse okej. Vidno so bile nove metastaze. Po hitrem postopku me je doletelo še obsevanje. Takrat sem izgubila šop las, ki je spadal kar naenkrat. Kar hudo, ampak lasi zrastejo. Pri nas sta pogrešala združenje tistih, ki se soočajo z isto vrsto raka. Sprva sem jo iskala v društvu pljučnih in alergijskih bolnikov, potem pa našla v zaprtih Facebook skupinah, kjer sem celo prišla v stik s 3 Slovenci s to izkušnjo. Z enim se še danes podriva. Moji domači se dobro držijo. Projekt, Ko telo govori pesem, je tako dobrodošel. Hvala, da ste. Ja, tudi jaz se strinjam, da je zelo
pomembno imeti ljudi okrog sebe, ki imajo podobno izkušnjo. Na operaciji, ki sem jo jaz imela, jaz sem imela operacijo z rekonstrukcijo dojke z lastnim tkivom, tako da v bistvu najprej poberijo rakave stvari ven in potem iz lastnega tkiva ti rekonstruirajo dojko. In tam sem spoznala eno čudovito osebo, Loja, moja sostanovalka, ki je tudi oddala pričevanje in očitno je ta simpatija vzajemna. 5 dni sva preživeli skupaj v bolnici in bilo je v bistvu zelo fino, da sem imela tudi eno osebo, s katero sva se pogovarjali, se bodrili, delili izkušnje. Ona je bila en dan pred mano in potem sem imela kakor en vpogled v prihodnost, kako bo jutri z mano. In tole pričevanje je napisala. Ko sem zatipala prvo bulo na levi dojki, se nisem niti ustrašila, niti dramatizirala. Čisto mirno sem si rekla, očitno mi telo nekaj pripoveduje. Kot bi šla skozi sanje, brez panike, sem obiskala ginekologinjo, potem mamografijo. In tam so ugotovili, da se dogaja nekaj v desni, ne v levi dojki, kjer sem sprva mislila, da je vsiljivec. Biopsija je potrdila karcinom. In veste kaj, še vedno sem bila mirna. Nekako sem vedela, da bo šlo vse v redu. Sledila je odločitev za operacijo, mastektomijo. Jaz pa sem si rekla, če že grem pod nož, zakaj ne bi združila koristnega s prijetnim in se odločila za novo dojko iz lastnega tkiva. Super priložnost, da se poslovim še od trebušne maščobe. Raven trebuh. V bolnišnici sem spoznala krasno sostanovalko, ki je šla skozi enako operacijo. Res sva se ujeli. Kljub temu, da je bilo pri njej malo več smole, se je rak razširil tudi v bezgavke. A skupaj sva držali glavo po konci. Ne smem pozabiti na osebje. Tako skrbno, prijazno in srčno, da so se z mojo sostanovalko večkrat pošalili, da sva pravzaprav v wellnessu, ne v bolnišnici. Ja, rak res povezuje, dogodki pa prav tako. Na oder vabim Leo Vidmar, ki smo jo spoznali včeraj, medtem ko smo pletle kite in v kite vpletale tudi svoje občutja, ki smo jih prej napisali na delavnici kreativnega pisanja. Leo smo včeraj povabile, da se nam danes pridruži in prebere svoje pesmi. Leo, kar pridi. Fibromialgija, pljučna embolija, izgorelost. Stavek, ki sem ga slišala milijonkrat v tem času, treba bo začeti delati na sebi. Sebi. Kje je to? Jaz sem sebe že zdavno izgubila in na to rak. Neizmerno olajšanje. Ni vse v moji glavi, tako kot so mi zdravniki govorili. V ozadju panika, se kot zdravstveni delavec sem se srečevala z smrtjo, tudi na Onkološkem inštitutu. Ampak to so bile njihove zgodbe, moja bo drugačna. Tudi po zaslugi mojih hčerke, ker ona je bila tista, ki me je borila. Da zmagujem že 2 leti, delam intenzivno na sebi in ravno sem obiskovala 8-tedensko delavnico Leja Arnejšek in Miran Mišmaš, moja terapeuta, ki sta mi dala krila za to pesem Posvečam njima. To pesem hočem Leji in Miranu na čast zapeti. Poživi Bog njuno rast in sonce naj nanjo sveti.
Vedela sem, da potrebujem nekaj več. Ta stres. Joj, koliko mi je že odveč. Nakar Leja in Miran, delavnica, ki na Facebooku vabi, nekaj mi pravi, pa daj to zgrabi. Leja me na delavnico je svojo pojavo povabila, da bi o ženski v sebi se kaj naučila. Njena lepota se mi je zdela prav mila, a moč, ki jo nosi v sebi, bi vsakega demona ubila. Krasna je učiteljica razrednega pouka, saj za sprostitev se tam tudi obrazna joga smuka. Hvaležna sem za vso skrb in ljubezen, ki mi jo je podarila, brez skrbi, vsa se ji bo povrnila. Miran pa res je velik car, ima prav poseben dar. Naše globoke travme in blokade odpira, negativna čustva in skrite misli odstira. Znanjem nas po telesu pika, zraven pa se še veselo nasmiha. Božanske energije njegove so vodilo, sigurno se bo tudi kaj namen sadove obrodilo. Simpatičen je in postaven, hkrati pa še zelo zabaven. V njegovi družbi mi je bilo lepo in toplo, hkrati pa zastrašujoče in težko. Pričakovanja drugih, odgovornosti, dolžnosti, izgubila sem vse svoje radosti. Oddih od stresa, popolna sprostitev, joj, to moja vsakdanja bila je molitev. Z njuno pomočjo sem se sproščeno odprla in se vse svoje potlačene travme zazrla. Prestopila meni sem znane bregove, dovolila si pogledat vse svoje strahove. Žalost, gnus, sram so tudi tu doma. Čustva, zaradi katerih sem srčno ranjena. Pri tem bila sem razumljena, močna, ljubljena, nič več sama, ujeta, prazna in ranjena. Moje telo se je v sprejemanju popolnoma predalo. Kako fino, spet se je dihati dalo. V moji biti pa je ščemelo, drhtelo, kipelo in moje utrujeno telo se odloči, da bo znorelo. Krčevito se v toploto je odelo, mene pa v duši močno je zabolelo. Bolečina se na krike je prenesla, vem, da veliko slabega s seboj je odnesla. Napetost in bolečino moje duše nadomestil je mir. Draga Leja in Miran, vidva sta tega vir. Pripeljala sta me do treznega samospoštovanja, zdaj ni več nerganja in dokazovanja. Sproščenost, radost, moč, to njuna bila je pomoč. Osvetlila sta pot mojim korakom, vse hudo se počasi skrije za oblakom. Zmanjšala in olajšala sta mi bolečine, da mi življenje zdaj lepše mine, saj ne morem jesti le tablet, tako se res ne da več živeti. V meni spet je pravo življenje, nič več neko sunkovito trenje. Iz mene zdaj bruha sladko vrenje, odlično o njiju je moje mnenje. Vem, ne bi zmogla sama, iz srca hvaležna sem dama. Vodila sta me skozi težke preizkušnje in me usmerjala v nove izkušnje. Bila sta strokovno prilagodljiva, a moja duša pa je neuničljiva. Resnično zavzeta za doseganje rezultatov sta oba delovala na 1000 obratov. Leja kot prikupna vroča tigrica deluje mi kot neka dušna misica. Miran pa na polno preklinja, juhu, sama negativa iz nas izginja. Nekaj v meni se je prelomilo, sploh ne znam povedati, kaj točno se je zgodilo. Zdaj pojem, se smejem in plešem,
vse naokoli zaenkrat še drobne iskre krešam. Da je strast v meni mi Miran zaupa, rečem si, pa tej Leja ne bod več to glupa, ta pešen že končno privleci sebe, sramu pa zaprusi, ma ko te jebe. Zdaj bom ognjena in bom žarela, sebe pa vsak dan bolj rada imela. Njima pa obilje dobrega želim, z malo žalosti v srcu se od njiju poslovim, ker skupaj res tak krasen tim in veliko uspehov jima še želim, jaz pa upam, da še kakšnega dogodka se udeležim in svojo ranljivost potešim. Nikoli ju ne pozabim, vse naokoli ju hvalim. Naj še dolgo živita in naj svoje udeležence magično bodrita. Zdaj v mojih mislih sta doma in neizmerno ju rada imam oba. Dobro, dosti je bilo, pa naj le ostane tako. Še za konec performans, ki smo ga pripravili skupaj s Tanjo Matjaševič, sorry Tanja, vem, to je prijemnik, in pa Patricijo Crnkovič. Patricija bo plesala, Tanja bo prebirala svojo poezijo, jaz pa nekje pa vse se bomo tudi malo gibale zraven, tako da to. Gospa Matjaševič je bolnica s hormonsko odvisnim HER2 negativnim karcinomom dojke na dopolnilnem zdravljenju s koserilinom, nolvadeksom in verzeniusom. Predhodno smo predpisali letrozol, vendar je imela ob tem številne neželene učinke. Gre za stanje po ablaciji in rekonstrukciji desne dojke ter regresivne spremembe v 2 aksilarnih bezgavkah z rezidualnim tumorjem. Pomremo desno z rekonstrukcijo z lastnim tkivom. Ob današnjem pregledu navaja težave v smislu menopauzalnih neželenih učinkov, z utrujenostjo, vročinskimi oblivi, nespečnostjo, okorenostjo, upočasnenostjo, kognitivno disfunkcijo. Ob verzeniusu, ki ga sedaj prejema drugi teden, v odmerku 150 mg, se pojavlja driska, ki se pojavlja občasno in ne več kot 2 do 3 krat dnevno. Navaja tudi bolečine v malih sklepih rok in nog in se prepletajo z znaki nevropatije po kemoterapiji. Planirana je tudi rehabilitacija v zdravilišču. Tihi način. Rak je konstantno zvonjenje v glavi in pogrešanje vsakdanjih stvari, kot je to, da z Marjo v času malice stojiva pred toploteko in ona reče, da bi pili krompir in ocvrto ribo. Jaz pa pravim, da bi čufte, ki so najboljša novica dneva, potem, ko ugotovim, da mi je kaotičen delavnik okoli oči zarisal permanentne črne kolobarje in vsako celico odložil zahtevo po večji produktivnosti. Za
slabih 500 evrov se borim za pravičnejšo družbo, medtem ko hodim na Rožnik, zbiram nove podpise za nove zakone, za šolska kosila, za čistejše okolje, za varen in vsem dostopen splav, vaš čas bulim mobilnik. To je bolezen, vsi ti jebeni četi, ta stalna dosegljivost na vseh možnih platformah, čez nedelje, večere in praznike se je v moje življenje naselil tumor in pridigal o nedokončanih poročilih. Tudi med orgazmi si je vzel nekaj vzdihov. Med mano in mojimi ljubimi je zrasla nedefinirana bula. Dokler mi Marja ni napisala, naj fuknem mobilniku reko, nisem razumela, da moram odložiti transparente, odjebati delo od doma in si privoščiti kako nedeljo za Netflix and chill in se aktivistom spet pridružiti takrat, ko bomo v parlament metali kocke, da dobimo nazaj telefone na žicah, ki zvonijo samo v četrtkih, občasno. Ključnica. Negibno ležim v posteli in čakam, da se kaj zgodi. Ura je 11 zvečer in še vedno ne razumem, kako sem se zapletla v tvoje bele lase. Rdeče nohte imaš in ključnico, na katero polagam svojo glavo. Kot mnoge druge si se omejila na svoje stanovanje. Plesen na stropu izgleda vsak dan enaka, ampak gotovo je nekaj več. Vsak mesec se vračajo ptice selivke, ki v mojo maternico nosijo počena jajca. Ali načrtujete družino? Me vpraša ginekologinja. Tvoje gnezdo je že dlje časa prazno. Zaprla si vrata. Praviš, da si želela še kaj postoriti, preden te odnese na jug. Ko prihajava skupaj, premagujeva zemeljsko težnost. Ali kaj seksate, gospa? Te bo vprašala tvoja in tebi bo šlo na smeh. Čeprav nobena izmed naju ne more več imeti otrok, seksava. Nekaj se je zgodilo, ja. Ko sem hodila na kemoterapije, sem se včasih počutila tako, kot ena propadujoča kmetija. V bistvu je bilo tako, da sem velikokrat hodila na sprehode, ampak hodila sem na sprehode s svojo kužiko in večkrat je ona mene peljala na sprehod. Jaz sem rekla, da njo peljem, ampak velikokrat sem ustala za to, da bi jo peljala na sprehod in potem sem ugotovila, kako je to fino, da grem, da se bodriva. In enkrat sva bile na eni planini in tam sem videla eno propadajočo kmetijo in se mi je zdelo, da se pravzaprav jaz zdaj tako počutim, kot ta kmetija, ker ne vem, če bom še zdržala. In vsakič znova je bilo nekaj novega, vsakič znova so bili kakšni drugi simptomi. In takrat sem potem napisala tole pesem. Jabolko. Moj teden ima 2 zdrava dneva. Noči se razčrtverjene potapljajo v znoj. Podnevi opazujem rano pod ključnico, občasno hodim v hrib in opijam sončno svetlobo, ki preliva propadajočo kmetijo. Sprašujem se, koliko časa bo njena streha vztrajala, dokler se ne sesede. Vase sprejemam zdravila,
z imeni, ki jih ne znam izgovoriti, in čutim, kako klubska glasba zapušča moje boke in prsi potopljene v melanholijo. Privajam se ritmu ležernega premikanja belih krav, ki teptajo travo na pašniku, in kamenja, ki se kruši škarpe na vrtu. Kot krivljasta jablana se zavijam v mirovanje, kot da se me življenje ne tiče več. Ali pa vendarle čakam levski bod znotraj, da bi pognala še kak list. Preden me prekrijejo lišaji, ti rečem zvečer. Bi rada zagrizla vate. Odblesk. Od velikih zasteklenih stavb se odbija sonce. V oddelek za radiologijo vstopamo negotovo, ena za drugo. V žepih bolniških hal hranimo različne talismane. Za srečo si mi dala kitka samoroga, ki ga nosiš na ključih. Ki ga nosiš na ključih stanovanja, v katerem se me vedno razveseliš. Razen takrat, ko si objokana sedela za mizo, potem, ko sem ti zatrjevala, da sem spala doma, je laž zarezala vate, kot skalpel. Kot skalpel sem te odpirala, da bi ugotovila, koliko ljubezni premoreš. V eni sapi si mi rekla, da me sovražiš in me imaš rada. Hkrati si se od mene poslavljala in govorila, naj ne odidem. Na operacijski mizi čutim, da me božeš, kot morje v Rovinju, me zaobjameš. Čutim, da sem živela brez zadržkov. Prvič in zadnjič, ko so bili skupaj v rimskih termah, še nisem vedela, da se na začetku dopusta vedno zapletaš v spirale. Črnih misli se zadnje čase skušam izogibati. Kot muha v pajkovi mreži vidim prihodnost stisnjeno v steznik. Previdno zajamem sapo. Moj svet so predmeti zloženi na pomožni mizici, poleg bolniške postelje. Se s prsti leve roke sprehajam med kozarcem vode s slamico, vazelinom za ustnice in frulico za dihanje. Izberem slednjo, 3-krat na dan, najmanj 5 ponovitev.
6 dni imam na voljo rdeč gumb. Inci, pinci na kamenci, nisem še na vrsti. Ko bolečine ne prenesem več, pritisnem rdeč gumb in vsakič pridejo. Nočni angeli me božajo po roki. Po roki imam napeljane katetre, do žil, po katerih se stekajo zdravila in pomerjevala iz prozornih vrečk v moje negibno telo. Želim si, da bi obstajal rdeč gumb, s katerim bi razgradila ves strah, ki sem ga zaprla med rebra. Pogrešanje. V ranici čutim, da najini prepiri ugašajo kot neonske luči v kliničnem centru ali življenje v telesu, ki ga niso uspeli pravočasno zakrpati. Tu sedijo 3 mladenci, kirurg, medicinski in laboratorijski tehnik. Pravijo, da bom kmalu kot nova. Ampak jaz si želim ostati stara, kot takrat, ko sem plesala do jutra, pijano. Želim nazaj svoje telo, ki zmore seksati celo noč, tudi po dnevi. Me koščine dlani vabijo, da se postavim na čelo mrtvaške koračnice. Če bi vedela, eri, beri, muzikeri, da se bo rak naselil tudi v 2 od 17 bezgavk, vijavaj ven. Če bi vedela, bi ti takrat rekla, da je življenje prekratko za spanje v ločenih posteljah. Marec 2023. Bolnica premeščena iz pulmološkega oddelka UKC Ljubljana zaradi novo odkritega primarnega mediastinalnega velikoceličnega B-celičnega limfoma visokega gradusa. Bolnica pove, da se že od oktobra 2022 slabše počuti. Bila je veliko bolj utrujena. Sprva je težave pripisovala številnim obveznostim. Od januarja 2023 dalje je bila telesno bolj aktivna, kljub temu je imela slabo kondicijo. Apetit je imela dober, se je pa v zadnjem času začela potiti okoli vratu. Februarja letos so se težave še dodatno poslabšale. Pri sklanjanju naprej je občutila povečan pritisk v glavi in rdečico ter oteklino obraza. Postopoma je bila oteklina obraza prisotna vsako jutro. Nato so dodatno začele odtekati še zgornje okončine. V začetku marca je prebolevala prehlad, takrat je obiskala osebnega zdravnika. Uvedena je bila antibiotična terapija, po kateri ni bilo izboljšanja. Osebni zdravnik jo je ponujno poslal na rentgen prsnega koša, ki je pokazal povečane bezgavke v mediastinumu in paratrahealno. V vmesnem času je doma enkrat vzela medrol, kar ji je prehodno pomagalo, obraz je uplahnil. Nato so težave ponovno nastopile. Občasno občuti stiskajočo bolečino v prsnem košu, pogosto suho kašlja. Zaradi povečanih bezgavk je opravila pregled pri pulmologih. Opravili so CT prsnega koša, ki je pokazal v zgornjem sprednjem mediastinumu prevaskularno vidno heterogeno mehko tkivno formacijo velikosti 10x4x12 cm. Ta pritiska na zgornjo veno cavo, veno azigos in leve bronhocefalne vene. Dodatno je prisotno tudi vtisnjena sredina tretjine traheje in majhen perikardialni izliv. Občasno pokadi kakšno cigareto, tvegano uživanje alkohola, zanika. Ker so bile moje kemoterapije dolge 7 dni,
sem se morala ves čas vračati na Onkološki inštitut. Ena taka stvar, ki mi je ostala in ki me še zdaj velikokrat spominja na moje trenutke v bolnišnici, je bila rjuha. Namreč takrat si nisem nikakor morala udobno poslati. Motilo me je stojalo, motil me je ta voziček, motil me je, da sem bila ves čas priklopljena in motil me je, da ima rjuha na sebi ves čas ogromno gub. In še danes, preden se uležem v posteljo, najprej popravim vse gube. Včasih pa se gub, predvsem vseh gub, ne da zravnati, tudi če se še toliko trudiš. In to je ena taka stvar, zaradi katere še danes ne morem dobro spati, ker je očitno ostalo v mojem telesu. In včasih so stvari, ki ostanejo v telesu, še večje od tistih, ki si jih zapomnimo. Ker namreč telo si zapomni vse, ne? Padam na operacijsko mizo, kot v toplo posteljo. V vzorčasti srajci z vonjem kisa, ki ježi moje ustnice. Ponovna vstavitev pika titra. Rutinski poseg, zahripa medicinska sestra. Na majhnem ekranu spremljam ultrazvočno igro. Eksperimentalni film o notranjosti telesa. Civka potuje in se zapiči v zamašeno žilo. Vas boli? Z nohti derem v blazino in mladi tehnik mi ponudi roko. Govori o prijateljici, o njeni vnemi nad čudnimi tatuji, govori o smislih. Počasi se oddaljujeva od sobe, v kateri živiva kot tujca in prijatelja. Ko bo tega konec, si bom potetovirala v prsje, rečem, naj tam, kjer je bil rak, cvetijo ruže. Onkološki bolniki, ki še niso prenehali s kajenjem, se skrivajo za drevesi kot osmošolci pred dežurnim učiteljem. Vdihujejo tobačne dime, gologlavi dečki v živorumenih plaščih, ki ne služijo njihovi nevidnosti. Vse je le igra užitkov, v kateri smo odnehali tisti, ki najmočneje razumemo vztrajne. Preprosto toplino na njihovih suhih ustnicah in ščemenje med prsti, ko naprave na naših stojalih zapiskajo, zapustimo park žalosti, zapustimo obiskovalce in na obraz nadenemo enake, brezbarvne izraze. Živimo v svetu, kjer se hočejo prijateljice skriti v mamino maternico, v peški granatnih jabolk, kjer lahko zaspijo v položaju fetusa. Jaz se ne morem nikamor več skriti. Včeraj je umrla Nive, delili so si sobo. Ko sem to izvedela, sem na kolesu široko razprla roki in vozila vzdolž hriba, dokler nisem zaustavila bruhanja, ki sem ga že tolikokrat potlačila v žlički. Toliko življenja lahko objamem, sem pomislila. Odkar je Neve postala obraz umiranja, je rekla, vse bo okej, samo rabim novo kri in kako si moj otrok. Spet sem se spremenila v dekle, v tisto, ki se vozi po nepreglednem tunelu in v ozadju glas očeta, pazi, pripeljem se na drugo stran in počim v svetlobo. Nič krvi, samo opraskana kolena. Včasih prekrijem oči in se rešim. Včasih prekrijem oči in se rešim. Včeraj se je v bolniško sobo vrnila plesalka na drogu.
Njena bolezen je zrasla v nosu, moja podprsnica je okoli srca, lasje so ji že pričeli poganjati. Po 2 mesecih sta se ji ustnici zrahljali v srečno gubo in vstopila je v srčasti pižami. Skupaj sta sedeli za majhno mizo, priklopljeni na aparate, zazrti v drevesa na potujočih stojalih. Namesto sadežev so njihove krošnje rodile plastične vrečke, namesto sočne tekočine so pod kožo nežno kapljala zdravila. Tudi v spanju so poslušali tapkanje, zvok, ki je pomenil, da še živiva. Ob večerih so sestavljali sestavljako, živobarno sliko Fride Kahlo, 1500 koščkov, ki jih bova uokvirili do konca tedna. Polnili so manjkajoče delce, jeklen pogled, ki je strmel slike. Koliko koščkov še, si me utrujena vprašala, koliko koščkov, da se znova sestaviva. Če bi se rodili večni, ker če bi se rodili večni, nama lasje ne bi izpadli. S plesalko sediva v kopanju v bolniških posteljah, deliva si pohvale na to, koliko so pojedli skurja z maslom, 4 tunajca, navdušeno ploskava grižljajem, ki so jih uspeli spraviti po grlu. Plesalka se obrne k steni in s prstmi objema slanico iz pliša. Vem, na kaj me spominja, lahko bi se spoznali že v porodnišnici, a namesto tega štejeva odpadle trepalnice. Še vedno upava, da bo nekoč vse tako, kot je bilo prej. Veliko deklic se rodi brez las. Mora obstajati način. Ko zapuščam bolnišnico, se tesno objameva in nikoli ne spregovoriva o tisti punci, ki se je borila proti levkemiji in se veva, da o tem ne smeva niti razmišljati. Mora obstajati način, da smrt postavimo v to življenje, je premišljala že v Lortu, v dnevnikih raka. Odložim jih na polico. Plesalka me vidi jokati, obrnem se v mamini obleki in vzkliknem, konec je. Pišem in kličem sporočila, mehke besede na ekranu pristajajo v moja dlan. Zdaj vem, da človek mine hitreje od bolečine. Smrt ne vpraša, o njej se sprašujem. Z njo nadlegujem svoje prijatelje in rečem, smrti se bojim bolj kot kadarkoli. Njihove oči postanejo steklene in svoje duše zaprejo v kozarce pepelnike. Opazujemo, kako se v njih nabira cigaretni prah. Ko sedim v čakalnici, vstopajo medicinski tehniki in tiho govorijo, gospa, v vašem srcu je strdek. Gospa si obriše solze v pomečkani robček, gospod peljejo na reševalni posteli in njen pogled je usmerjen nekam daleč stran. Ko ji pravijo, da ne sme zdaj jokati, je treba, da ste močni zdaj, gospa. Ne vem, kako izgleda strdek v srcu, a nekoč se je moj ključ zataknil v cestnem jašku in od takrat ga nisem več videla. Ko odklipam vrata svoje hiše in me smrti dohajajo, jim rečem, ne morete biti hujše, kot ste. Ne morete biti hujše, kot ste. Počasi vstopam. Vem, da smrti pridejo za mano, tudi tiste, ki so že prišle.